Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in čas za naše skupne ustvarjanje. Andreja, kaj bova danes počeli? Danes pa bova našim gledalcem pokazali, kako izdelati majhnega žepnega prijatelja. Če si za to, bi kar povedali, kaj za izdelavo potrebujemo. Za izdelavo potrebujemo leseno kroglico, različne koščke penaste gume, škarje, univerzalno lepilo, elastično vrvico in luknjač. In najbolje je, da se dela kar lotiva. Se strinjam. Se strinjaš. Tukaj imamo različne barve penaste gume, to pa zato, da bo naš žepni prijatelj takšen nasmejan, navihan in pa pisan in barvit, da bo prinašal že na zunaj dobro voljo. In najprej si iz penaste gume izrežeš takšne trakce, široke, približno 2,5 cm. Pri tem bomo uporabili geotrikotnik, ki nam bo na hitro pomagal narisati črte in bo potem Maša te trakce izrezala tako. Izbereš pa tiste barve, ki jih ti želiš za svojega prijatelja. Pa ni treba do konca, ker tale črta ti je samo v pomoč, da boš znala izrezati s škarjami. Skratka, če imaš narisano eno linijo, ni potrebno, da jo narišeš čisto do konca. Povej, Maša, katere barve si boš še izbrala? Modro. Modro. Spet odmeriš 2,5 cm. Tako. In narišeš takšno črto, pa sva rekli, da ni potrebno celo, ker se gre bolj za to, da nam imajo v pomoč pri izdelovanju. Pa naslednjo barvo, še rumeno, pa jo bova kar takole po dolgem, ta je malce krajši ostanek. Pri izdelavi tega prijatelja lahko drugače uporabimo tudi različne ostanke penaste gume, ki nam ostanejo. Penasta guma je pa en tak lušen material za ustvarjanje, mehek, malce debelejši kot papir. Namesto penaste gume pa lahko uporabite tudi kakšne ostanke filca. Boste videli, ko bo Maša potem naredila do konca svoj izdelek. Si lepo približno nastavila tako. Se ti zdi, da bodo te 4 barve dovolj ali boš dodala še kakšno? V redu so. V redu so. Izrežemo potem tele trakce, izvoli kar, vzami škarje in lepo odreži trakce iz penaste gume. Tako, oranžen je že, oddava penasto gumo. Tukaj si bomo pripravili trakce, tele ostanke, ki jih ne rabimo več, pa bomo shranili za kdaj v prihodnje, ko bomo ponovno ustvarjali. Penasta guma je tako prijetna za ustvarjanje. Je. Se strinjam. Se strinjaš. Res je mehka. Pa tudi reže se lahko, a ne? Ja. Ni, da bi ne morali iz nje ustvarjati tudi mali otroci, da bi potrebovali pri izrezovanju pomoč. Zelo taka prijeten material, iz katerega res lahko marsikaj ustvarimo. Tako, in še roza. Sedaj je to predpriprava za našega pajacka. Takole. Tako odmakneva. In sedaj iz teh trakov nareževa približno kvadratke. Tukaj pa nama ni treba meriti, ampak približno pogledava, pa narediva, da so kvadratki. Potrebujeva jih pa nekje 18, 19, tu nekje. Če hočete, da bi bilo hitrejše, opravilo lahko trakce zložite skupaj in samo odrežete vse skupaj. Lahko, s tem, da 3 skupaj boš s temi majhnimi škarjami kar težko, bom jaz pobrala, ti pa kar naredi naprej, boš kar težko izrezala, z 2 skupaj pa bo šlo. Vidiš, si se spomnila, kako delo malce pospešiti. Tako, Maša pridno reže kvadratke. Tale rumen je malce širši kot ostali. Nekaj nama ni pri merjenju uspelo tako, kot bi moglo, pa nič hudega, ker ni nujno, da so vsi kvadratki točno enake oblike in bomo potem te kvadratke čisto lepo lahko porabili. Sedaj jih pa približno, da ne bova preveč luknjali, preštej nekje 18, sva rekli, različnih barv.
kar takole na en kupček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, tako, tile pa bodo za rezervo. Sedaj pa uporabiva klešče oziroma luknjač, ki dela eno luknjico in približno, spet Maša, približno na sredini tehle naših kvadratkov narediš luknjico. Nič hudega, če ostane tale delček, ki tako, tja v ta del, vidiš, in tale ti bo pokazal, kje približno bo ta luknjica. Nič hudega, če ti ta luknjica ostane. To, kar notri pusti, in ko boš nizala, bodo šli tile mali koščki ven. Če nimate teh klešč doma, nič hudega, uporabite lahko kar navadno paličico za ražnjiče in nekje na sredini preluknjate našo penasto gumo. Skratka, tudi s paličico za ražnjiče se da luknjica zelo lepo narediti, potrebujemo pa jo zato, da bomo lahko našemu pajacku nanizali trup. Tako. Sama bom med tem, ko bo Maša pripravljala tele kvadratke, odrezala tole elastično vrvico, malce daljšo, kot jo bomo v resnici potrebovali, to pa zato, da se med ustvarjanjem, med tem, ko bomo pajacka naredili, ne bomo preveč ukvarjali s tem, da moramo paziti na to, kje bomo naredili vozle. Pa bomo potem tiste delčke, ki bodo odvečni, rajši odrezali. Tako. In spet, če nimate elastične vrvice, lahko uporabite tudi navadno, malce debelejšo vrvico. Prejica je pretanka, ampak malce debelejšo vrvico. Si naredila luknjice? Sem. To se pravi, elastični trakec damo na polovico, ga nekje na koncu, takole enih 15 cm naredimo vozel, pa še en vozel, da nama res trup ostane na svojem mestu, skratka vozel čez vozel. In sedaj, vidiš, bom pa naredila še enega, tretjega, in bom tale oba vozla združila. Takole. Sedaj nama pa zagotovo ne bo pajackov trup padel. In sedaj, samo če ti pokažem, takole čez tole luknjico lepo v različnem barvnem zaporedju nanizamo kvadratke. In ob tem bojo tele luknjice, ki jih je Maša naredila, jih lahko odstranimo. Luknjač zgleda, da na eni strani ne reže tako, kot bi moral, ker bi morala tale penasta guma biti lepo preluknjena, pa nič hudega, malce pomagamo, pa je. Čim bolj barvnem zaporedju, in sedaj vidiš, da ni zelo pomembno, da so vsi kvadratki enake oblike, tole so bolj pravokotniki, lahko bi naredili tudi kroge, s krogi bi pač imeli malce več dela pri izrezovanju, vendar gre tole tudi, če se ti bo zdelo, da je luknjica, pa gre, ne, skozi gre. Ni pomembno, da je tole naš trup našega tega žepnega prijatelja, ki nam bo prinašal srečo. Lahko pa ga bomo obesili tudi na torbico, na rob torbice, mogoče ga res stisnili v žep naše bundice ali jaknice in ga vedno vzeli s seboj, še posebej takrat, ko bomo potrebovali pogum. Tale naš žepni prijatelj nam bo vedno na razpolago, da se bomo z njim pogovorili. Tako. Maša počasi tele kvadratke niza in počasi nastaja trup našega pajacka. Mogoče samo dava trup takole na mizo, da bodo tudi naši gledalci videli, kako lep mavrični pajacek nastaja. Si lahko sposodim špilo. Tako. Maša
je pokazala, zakaj. Skratka, če nam malce nagaja naša elastika, čeprav je to tako upogljiv material, da kar poskusiti bo hitreje in lažje, če boš napeljala tako, kot si delala od začetka. Tako vrh si lepo stisni in čez luknjico s prstki potem na drugi strani elastiko potegneš na plano. Lahko pa si pomagamo tudi s tole paličico za ražnjiče ali s kakšnim zobotrebcem, če nam elastika nagaja. Tako. Da ne bo samo... Da ne bosta dve rumeni skupaj, a ne? Seveda, če nam je všeč samo ena barva, si lahko naredimo tega pajacka tudi samo modrega ali pa samo rumenega. Vendar se mi zdi, da je kar prav, da je takole pisan in da lepše žari. Tako, trup bo gotov. Sedaj pa bova spet potrebovali še en košček elastike in sicer zato, da bova predno bova našemu pajacku nadeli še glavo, iz tega izdelali roke. Skratka, trup je gotov in sedaj ob temle zgornjem robu, to se pravi na vratu, trdno privežemo, zavozlamo elastiko, ki bo potem predstavljala, ko bomo izdelali pajacka do konca, pajackove roke. In sedaj pajacku narediva še glavo s petjo. Tukaj pa boš verjetno potrebovala, pa ne boš, lepo je šla skozi luknjico. Sedaj pa kako fiksirati tole našo elastiko, da ne bo glava padla na tla. Kakšne barve laske želiš, da bi imel tvoj pajacek? Kar poglej penasto gumo in si eno izberi. Tele, rjave? Ja. Lahko. V tem primeru izrežeš tak en trikotnik, čisto tak enostaven, vendar mora biti na takole naš. In ga sedaj približno centimeter do spodaj, tako mu narežeš take majhne laske. Pa ne spet ne preozke, da se nam ne bo pretrgalo. Tako. Tako pa bova potem, ko bova že zalepili tole luknjico, še dodali, še laske mogoče malce na drobno. Maša, boš sedaj pogledala, kako bova naredili naprej? Takole. Skratka, v tole luknjico, kjer je že elastika, dava malce tegale univerzalnega lepila. Naše laske, ki imajo na koncu trikot, pa stisneva v tole luknjico, pomagava si Špilo. tako s tole paličico in čim bolj na tesno tele laske potisneva v luknjico. Hkrati bojo laski fiksirali našega pajacka, da nam ne bo razpadel. Maša pa bo sedaj tele laske še malce bolj na drobno narezljala. Pa spet tako, da nama ne bodo razpadli. Če se ti zdijo predolgih, pa lahko tudi malce skrajšaš. Takole še na to stran. Tako, vidiš, in tale, ko bo lepilo lepo prijelo, boš tele laske lahko še malce bolj naredila. Sedaj pa manjkajo, da izdelava še noge in roke in spet potrebujeva nič drugega pajacka. Položiva, kakšne barve bodo noge, copatke, kakšne barve bo imel copatke? Modre. Odreževa 2 pravokotnika. Kar pravokotnika, ni potrebno izrezati. Aha. Mogoče Malo je premajhno. Viš kaj, kar tegale, dej na polovico, Maša. Pa še tegale. Tako. Bo imel 2 različni copatki. Mogoče pa tole še malce skrajšati, vseeno copatki pa naj bodo približno enako. Tako, na sredini narediš luknjico. Na sredini copatka. Tako, pa še drugo.
In sedaj tukaj imava 2 nogi, skozi elastiko napelješ copatek in ga spodaj 2-krat zavozlaš. Znaš narediti ta? Tako, kar ta navaden vozel, pa še enega, kar čez vozel, zato da čez luknjico ne bo naš copatek padel na tla in bo potem naš pajacek bos. Je? Je, pa še na drugi strani. Tukaj pa zdaj bodi samo toliko pozorna, da boš približno na enaki višini naredila še drugo nogico, potem pa bova elastiko odrezali. Približno, Maša. Tako. Tako. Sedaj pa copatke dava pajacko dol, odrežeš tele odvečne koščke elastike in po enakem postopku, s tem, da bo seveda treba roke pa kar močno skrajšati. Takole nekje, ampak ki bova potem skrajšali, ko bodo vozli narejeni, ker je lažje vozlati z malce več. Spet kakšne bo imel pa roke in spet izrežeš 2 majhna kvadratka za roke. Takšna. Kaj pa, če naredim malo ovalno? Kar kvadratke naredi. Reciva danes, da je to takšen kvadraten prijatelj. Če bi pa delale krogece, bi pa bilo fino, da so roke tudi v krogecih. Lahko pa bi se odločila tudi tako, da bi že v štartu naredila nogice kot nogice, rokice kot rokavičke in bi tudi bilo prav. Ampak tukajle se odločiva kar za kvadratke. Se strinjam. Se strinjaš. Nekako paše, potem je to en tak kvadratni ali pa pravokotnik prijatelja, ne? Pa spet narediš luknjice približno na sredini, ne preveč na robu, da se nam ne bo strgalo. Tako, pa še drugo rokico. Med tem časom, če takole pokaževa, so laski že zelo lepo prijeli. Lepilo se je posušilo. Nič hudega, boš pa naredila še en kvadratek. Lej, tukaj nama je ravno ta košček. Sredina. Ostal sredina in naredi še eno rokico. Tudi to se zgodi, pa nič hudega. Spet. Sedaj pa še enkrat odreži pravokotnik, pa ne čisto na robo narediti luknjice. Ker če boš naredila čisto na robo, se nama bo spet potem zelo hitro, ko se bova s pajacko malce igrali ali pa ko bo visel na naši torbici, se bo potem pri tisti luknjici, zato ga bolj tako varno naredimo, ne? Včasih je pač potrebno pri ustvarjanju tudi malce popravljati, pa to ni nič narobe. Smo rekli, da se da pri ustvarjanju vedno popravljati. Tako. Zdaj pa nekje tukajle, kar gor potegni, da ne bo tako zelo dolgo roki in tukajle, če ti je predolgo, vse takole odreživa, pa naredi tukajle nekje. Ne čisto pri dnu, ker zdaj sem naredila predolgo roko. Maša višje gor naredi vozel. Drugače bo imel roke tam do kolen. A ne, malce bova gledala na. Tako, da bo imel. Tako, super. Pa še enkrat. Tako, pa še na drugi strani, približno tudi tako, na taki dolžini. Če se ti zdi, da moraš prej skrajšati elastiko, jo prej skrajšaj, pa potem naredi vozel, kakor tebi bolj ustreza. Tako da ima približno enako velike roke. So približno enako? So. Potem pa kar odreživa tole, kar je odveč. Pajacka lahko primeš in pokažeš našim gledalcem. Pri koncu sva, žepni prijatelj za Mašo je gotov. Če vas bodo še naslednjo sredo srbeli prski, nas poglejte na VTV-ju ob 18. Adijo!